Nekoliko na hitro je danes točno opoldne nogometni klub Maribor pod tribunami Ljudskega vrta sklical novinarsko konferenco, na kateri je vodstvo kluba predstavilo aktualne klubske novice in prihodnje smernice delovanja kluba. Danes smo sklicali to tiskovno konferenco z preprostim namenom, da povemo, da smo se v klubu pogovorili in se odločili, da bomo skupaj peljali, tako kot smo zdaj, ta klub naprej. Jasno je, da je predsednik kluba govoril o prihodnosti športnega direktorja Zlatka Zahovića, ki je v zadnjem času večkrat naznanil svoj odhod. Slišati je bilo celo, da je že izpraznil svojo pisarno in se klubu nadaleč izogibal. Kljub vsemu so v minulem vikendu vodilni v klubu našli skupen jezik. Odločila je prihodnost kluba. Ne za Zlatkom sva kar nekaj časa sedela, se pogovorila in kaj sva se pogovarjala, to vam zdaj ne bom razlagal. Mene so nogometno naučili to, da stvari, ki se dogajajo v slačilnici, ostanejo v slačilnici, tako da štejte to, kot da je bila to slačilnica. V zadnjem času je bilo mogoče iz strani Zlatka Zahovića slišati kar nekaj obtožb nad delovanjem predsednika Cotarja, ki kot kaže niso usodno zamajali temeljev medsebojnih odnosov. Jaz sem to vzel kot, bom rekel, izjave, ki so pač bile dane v, bom rekel, hitri reakciji, po domače povedano. Nogometaši morajo na terenu hitro reagirati. To se zdaj vidi, evo, na tem svetovnem prvenstvu in jaz mislim, da jaz nimam dobenih posebnih zamer. Tisto, kar sem mislil, sem Zlatko povedal, on je meni nazaj in smo stvar rešili. Kljub notranjim pretresom in nesoglasjem pa cilji kluba ostajajo nespremenjeni. NK Maribor velik klub, zato ste vi tukaj v taki veličini, v takšnem številu, zaradi tega, ker enostavno je daleč največja inštitucija. Normalno je, da športni cilji Maribora so zmeraj enaki. To pomeni čim dlje v Evropi in seveda vrniti tisto, kar je naše. Tudi direktor kluba Bojan Ban je pojasnil, da vodilne v klubu danes naprej zanima zgolj prihodnost, saj se s preteklostjo ne bodo več ukvarjali. Dejstvo je, še na taka vprašanja bodoče govorim, kako bo, če ne bi se odločili, da ne sedimo tukaj v tej ekipi z našimi sodelavci, Urošem temi, potem verjamete ne bi bili tukaj. Torej, definitivno so cilji, kot je rekel Zlatko in predsednik nogometnega kluba Maribora, vedno visoki. Mi se zavedamo odgovornosti. Odgovornost ni vedno samo fajn. In povedali smo si, kaj smo si imeli zapovedati, spoštujemo se, kaj smo si imeli zapovedati, vsak je pri sebi razmislil, prišli smo do končnega zaključka in zadeva je zaključena. Zadeva je zaključena. Kaj bo čez 10 let, kdo ve? Tu sedimo skupaj, trdni, odločeni, da po tej zadevi, ki se je za nekaj časa vlekla, stopimo skupaj, stopili smo skupaj, gremo novim ciljem naproti. Kaže, da v Ljudskem vrtu spet delujejo kot srečna družina, usmerjena v prihodnost. Zato ne čudi, da so na koncu govorili predvsem o novi travnati površini Ljudskega vrta, prenovi stare tribune in dokončanju podtribunja na severu in jugu. Misli vseh pa so osredotočene na jutrišnji dan, ko bo žreb parov kvalifikacij za Ligo prvakov in Ligo Evropa, kjer bodo letos ob uspešno zaključenih kvalifikacijah lahko igrali nogometaši Maribora.